Lepo zdrav, cenjene gledalke, spoštovani gledalci, nova oddaja s farmacevtom za zdravje in v studiu gostimo Bojana Madjara, magistra farmacije Pomurskih lekarn. Lepo zdrav, Bojan. Pozdravljeni. Danes bo govora o nečem, kar pravzaprav lekarnarji niste veseli, ne? Doživite kakšno kritiko o pomanjkanju zdravil. Tudi to je tema, o kateri seveda bova govorila, in če je nekaj na tem, kot pravijo, kjer je dim, je tudi malo ognja, ne, je treba, da se o tem spregovori. V poletnih mesecih je zmanjkovalo nekih, mislim, da antibiotikov, pa antiepileptikov, ne, če se prav spomnim, ko smo se takole pogovarjali. Bojan, zakaj gre? To so vendarle zdravila, ki bi morala biti noč in dan na razpolago. Ja, res je, včasih prihaja do tega, saj verjetno je vedno v času do časa prišlo do kakega pomanjkanja določenih zdravil, ampak ja, v zadnjem času smo pa tega bili mogoče še bolj deležni kot nekdaj, tako da enostavno včasih se zgodi, da lekarne ne moremo več naročiti zdravila, potem ga lahko manjka nekaj časa, nekatera pomanjkanja so potem tudi stalna oziroma dokončna, ne, da se zdravilo umakne z tržišča. Lahko prihaja do pomanjkanja recimo v celotni regiji, celotni Evropski uniji, lahko gre samo za določeno državo, tako da je seveda od primera do primera potem to odvisno in specifično. Rekla sva nekaj za poletje, kakšno stanje sedaj je normalizirano? Pa ne popolnoma, ne. Tako, ena zdravila so se vrnila, recimo, pa so spet druga jih primanjkuje, tako da težko rečem, da je pa zdaj stanje okej, da je brez pomanjkanja. Kar nekaj zdravil je trenutno na spisku, ki se jih ne da dobiti. Ja. Me pa čudi nekaj, ne. V prejšnjih letih, sami ste dejali, 50 let nazaj, ni bilo čutiti pomanjkanja, a ne. Posledica česa je to, ali pa je bilo manj proizvajalcev ali pa ponudnikov zdravil. Vemo, da vi dobivate, ne vem, od koliko teh podjetij, Krka, Lek, da ne naštevam, vaši delajo tudi določene stvari, Lekarna Ljubljana in tako dalje. Vse ni važno. Ogromno je ponudnikov, pa primanjkuje. Pa brško nema, vsaka taka firma ima za določeno področje tisto zdravilo, recimo antibiotike. Ne vem, ali pa ne, ali pa se motim in bi pričakoval, da ob kupici ponudnikov ne bi zmanjkalo. Ja, zdravil je čedalje več, tako da mogoče je to tudi razlog, ne. Če je več nekih zdravil, je tudi potem tu pa tam, ko kako zmanjka, se prej zgodi, kot pa pri manjšem številu. Tako da velikokrat pa moram tudi priznati, da nas o tem enostavno ne obvestijo, kot lekarne recimo, ne. Enostavno naenkrat ugotovimo pri veletrgovini, da določenega zdravila več se ne da naročiti in ga pač ni. Ga ne izdelujejo? Morda tudi, ne? Ja, pač določen čas ali pa trajno in pa potem o samem vzroku pa velikokrat niti ne dobimo te informacije, moram priznati, ne. Včasih vsaj nekaj prej nam povejo, ne, velikokrat pa na žalost te informacije nimamo. Je kakšno ozadje k temu, ne bova zdaj o zarotah pa čemu drugem, ampak veste za kakšno ozadje, ki se dogaja da je pomanjkanje zdravil? Ja, saj o tem smo se tudi precej pogovarjali, tudi na ravni Evropske unije so se že vse ali pa so pripravljajo neki ukrepi, da bi to omejili. Pravim, v določenih primerih ugotovimo, recimo dobimo informacijo, včasih je to razlog na strani proizvajalca. Kaj zvem, zdaj recimo še vedno je aktualna zgodba z semaglutidom, to je ena učinkovina, ki se daje v obliki zdravila, v obliki takih peresnikov pod kožo, ki se uporablja za zdravljenje sladkorne bolezni. Gre za relativno, dobro, nekaj let ga že imamo, ampak je še toliko novo zdravilo, da velja patentna zaščita, se pravi, to zdravilo lahko izdeluje samo en proizvajalec, tisti, ki ga je iznašel inovator, se pravi, ni še možno, da bi ga generiki izdelovali, se pravi, kopije. Kopij še ne moreš dobiti. Uporablja se za zdravljenje sladkorne bolezni že nekaj let, tudi pri nas, v Sloveniji. So pa vmes seveda bile študije, ki so ugotovile, da je zelo uspešno tudi pri zmanjševanju povečane telesne mase, se pravi, da se lahko uporablja tudi za zdravljenje debelosti.
To je seveda predvsem v Zahodnji Evropi, pa v Ameriki ratal hit. Zanimiva reč, ne? Zelo hit, veliko ljudi, tudi zvezdnikov recimo je priznalo, da ga je začelo uporabljati, kljub temu, da so morali zanj plačati, vse dobro, njim to finančno ne predstavlja take težave, ampak očitno recimo proizvajalec ne zmore zagotoviti takih količine glede na te nove potrebe. Ne? Zdaj so ne samo tu bolniki z samo sladkorno boleznijo, so še drugi, ne? Se pravi debeli, tisti, ki želijo shujšati recimo. In verjetno tu včasih tudi teči razlog, se pravi, da enostavno ne zagotovijo teh proizvodnih procesov. Tudi veste, dobro, to je zdaj že vrsto let je tako, ali pa vsaj zadnje čase, da se skuša nekako seveda te stroške čim bolj zmanjšati. En način je seveda, veliko industrije to počelo, nažalost tudi farmacevtska industrija, ko se potem proizvodnja seli drugam, kjer je ceneje, govoriva o Kitajski, o Indiji, potem se tam skoncentrira in recimo tudi naše tovarne določenih učinkovin ne izdelujejo več same ali pa določenih surovin, ampak dobijo tako od drugih proizvajalcev in če se tam nekje ustavi, ne, potem tukaj več ni in ves sistem lahko tudi pade, tudi zaradi tega, nažalost. Tako da to so kar, saj imamo zdaj spet pomanjkanje enega protibolečinskega zdravila, to je spet drug razlog. Veste, pa dobro, navezuje se malce tudi naprej, predstavljam primer, tudi proizvajalec oziroma imetnik dovoljenja mora nekako oceniti potrebo po določenem zdravilu na določenem trgu. Kaj se nam je zgodilo? Očitno je ta imetnik dovoljenja podcenil naš trg in v začetku leta smo dobili industrijsko izdelano zdravilo, to so take kapljice za res močne bolečine. Zmanjkalo ga je že zdaj poleti, ne, več ga ni, enostavno. Do konca leta je pošlo. Tako, ker je tudi, veste, proizvajalec ima različne linije, ne, eno zdravilo, ki proizvaja za Slovenijo, seveda mora biti opremljeno z slovenskimi napisi, ustrezno, navodila. In na Hrvaškem recimo se dobi, ampak ne morejo tega zdaj spraviti k nam, ker je vseeno drug jezik, ne, druga država. Recimo, in ga je zmanjkalo, ne, in zdaj pač smo skočile lekarne in za ta čas, zdaj dokler ne bo zdravilo prišlo na trg, izdelujemo mi namesto tega kapljice, tako imenovano magistralno zdravilo, tako da včasih skušamo potem na ta način zadeve rešiti. Skušam pač povedati, da so razlogi zelo različni. Pa ni samo pri proizvajalcih. Ja, bojim se, veliko je tukaj, ne. Bojim se, da je velikokrat tudi ekonomski razlog, ne. Prej sem sicer rekel, da je podcenil naš trg, velikokrat je pa naš trg enostavno premajhen za proizvajalca, ne. In potem seveda ocenjujejo, ali bodo sploh prišli na naš trg, ali bodo ostali, ali bodo predčasno odšli, ne. Država, zavarovalnica skuša cene zniževati in pač pride do ene meje, ko se jim več ne splača. Mene je recimo zelo presenetil podatek, kako velik je naš trg zdravili glede na Evropsko unijo. Sem pričakoval, vsaj nekaj odstotkov, ne, niti 1% ni, niti pol odstotka ni, 0,3 odstotka je. Kar seveda potem razumeš, da nekomu ni v ekonomskem interesu, da bi se matral za eno tako majhno državico. Ja. Nažalost pa potem seveda na koncu naši pacienti, bolniki trpijo, ker do zdravila več ne pridejo. Bojan, kaj ste rekli za tisto zdravilo proti debelosti? To se brez recepta dobi? Ne, na recepte. V redu, samo toliko, da malce firbece pa vprašanja tistim, ki to bi pričakovali. Govorili ste o proizvajalcih, ne? Še mora biti kakšen drugi razlog, da pač zdravil ni pomanjkanje, kaj takšnega mogoče pomembnega? Zadnji čas, mislim tako, v zadnjem obdobju COVID-a, smo opazili precejšnje pomanjkanje nekaterih zdravil in tudi kakšne take posebne situacije potem lahko na to vplivajo, kot je bil sam COVID, ne? Recimo z vidika, da so se določene tovarne zaprle, so bile karantene, so zbolevali ljudje, se pravi zaposleni, ki pač proizvajajo zdravila, ne vem, problem je bil transporta, ne, in vse to lahko vpliva, tako da teh razlogov je več, lahko tudi s časoma se ugotovijo kakšne, ne vem,
Glede proizvodnje se zaostrijo zahteve, a ne? In mogoče proizvajalec več temu ne uspe slediti. Ali pa enostavno, kot je bil tudi ta COVID, a ne, se poveča potreba po drugih zdravilih, po določenih malo manj in seveda potem se razporedi ta proizvodnja linija drugam. To pa ponovadi ni tako, da bi iz dneva v dan spet spremenil nazaj, ne. To je treba, če že drugo ne, to vse poteka v nekih čistih procesih, a ne moreš en dan delati ene tablete, drug dan pa druge, ne, ker že majhna primesi pri enem zdravilu lahko vpliva zelo neugodno na zdravje pacienta, tako da nažalost je bolj to rigiden, ni tako fleksibilen sistem. Prejle se dejali, v končni fazi pa vendarle pacient tisti, ki čuti posledice pomanjkanja. Kako rešujete pravzaprav pri nas z podobnimi drugimi zdravili, drugih proizvajalcev? Kako se zdravniki na to prilagajajo, kako vi v lekarnah? Ja, včasih ni enostavno, ne. Kot ste omenili, prvo seveda pomislimo na to, da pacientu damo drugo zdravilo. Zdaj, če to obstaja zdravilo z enako učinkovino, ampak samo drug proizvajalec, mi temu rečemo, da gre za tako imenovana medsebojno zamenljiva zdravila. Potem seveda ima farmacevt kompetenco, da lahko sam brez posredovanja zdravnika to tudi pacientu predlaga, ne. Konec koncev je pa pacient potem tisti, ki se s tem strinja ali pa ne, nekateri, večina pacientov se s tem strinja, nekateri pa pač ne in takrat grejo nazaj k zdravniku. Nazaj k zdravniku tudi pošljemo v primerih, ko nimamo take zamenjave, ne. Imamo recimo za krvni tlak zniževanje podobno zdravilo, ni enaka učinkovina, je podobna, deluje dejansko na enak način, na enake procese, ampak ni pa ista učinkovina, tako da takrat pa zdravnik se potem odloči ali bo zamenjal. Včasih se odloči sam izbrani zdravnik, včasih o tem povpraša specialista drugega področja, recimo kardiologa ali pa nevrologa ali pa psihiatra, ki mu je ponovadi tudi pacientu potem to zdravilo uvedel. Tako da skušamo, tako ponovadi poteka. Prej sem omenil, lahko tudi izdelamo zdravilo, če je to možno, če imamo na voljo substanco, učinkovino moramo dobiti potem, pa če imamo na voljo kakšne proizvodne procese dokumentirane, se pravi, da je možno na ta način v lekarni izdelati zdravilo, vsega tudi ni možno, da naredimo ustrezno zdravilo, ki bo kvalitetno, kakovostno, torej, ki bo učinkovito in varno, potem lahko za ta čas, to nam tudi zavarovalnica potem povrne te stroške, da lahko to naredimo. Lahko pa seveda včasih tudi se počaka kaj, včasih, praviloma gremo vedno pogledati, kako je zdaj z dobavo, kdaj bo prišlo, če bo sploh prišlo, če pacient ima še nekaj doma, potem skušamo na ta način reševati. Prejle sem imel en pomislek, zamenjava zdravila. Recimo, izven tega konteksta, ampak sodi zraven, recimo zdravila za visok pritisk, recimo, zdravnik včasih zamenja, ker se pač verjetno telo ali kaj, ampak tu včasih pride kar do hudih reakcij, pa je vendarle zdravilo predpisal, mogoče drugega proizvajalca ali pa malce drugačna sestavina in ga pacient pravzaprav ne sprejme, se mu zadeva poslabša, tu lahko pride do nekih anomalij. Ja, vedno teoretično je vedno možno, pa tudi praktično. Imamo take primere, predvsem seveda logično, kadar ni enako učinkovina, se pravi, da gre za drugo učinkovino, drugi miligrami so drug odmerek, takrat je večja verjetnost tega, posebej, če ne deluje na enak način, še to, pa kljub temu zniža pritisk, ampak recimo deluje, v ledvicah namesto na srcu ali pa v žilah. Ampak včasih se lahko zgodi, da bolnik ne prenaša zdravila, ki dejansko ima isto učinkovino, enako učinkovino, ampak samo drugi proizvajalec, ker pač zdravilo ne sestavlja samo tisto učinkovino snov, ki deluje, so tudi pomožne snovi, lahko je recimo alergičen na katero od teh snovi in pride do reakcije. Tako da nažalost do tega se lahko tudi. Hvala za pojasnilo. Prejle ste omenili, mi nimamo tega zdravila, Hrvati ga imajo, recimo. Kako je s tem, se da lahko pacient poišče v drugi državi, recimo vemo, nekde, ko smo bili ex-Jugoslavija, pač skupna Jugoslavija, zelo močni proizvajalec je bila Pliva, Zagrebška, neke artikle vem, da še vedno delajo, pa na našem tržišču ni, recimo,
pa hodijo pač ljudje čez mejo kupovati tisto, kar ni na recept, recimo, kako je s tem, če je zdravilo na recept, ga bržkone ne moreš na Hrvaškem dvigniti? Ja, zdaj v kateri drugi državi? No, drugače ne. Ja. Moraš tukaj, če se pri nas dobi, ja, to je res na naš recept. Zdaj tako je, ko zdravila pri nas zmanjka, se pravi, da ni na voljo, potem ima možnost pacient, ja, da gre v sosednjo državo. Seveda, ker to so običajno zdravila, ki se dobijo na recept, pri nas velja tudi druge, ne morete vi priti na Hrvaško ali pa v Avstrijo in kupiti tega zdravila, ampak morate predložiti recept. Zdaj, oni niso povezani v to elektronsko bazo, tako da recimo naši kolegi na Hrvaškem ali pa v Avstriji ne vidijo elektronskih receptov, se pravi, mora zdravnik predpisati zelen recept, tako. In potem na podlagi tega dvignemo zdravilo v recimo Avstriji ali na Hrvaškem. Tukaj moramo opozoriti, zdravilo v celoti plačamo takrat tam, pridemo nazaj in potem lahko na zavarovalnici uveljavljamo povračilo stroškov. V ta namen je tudi priporočljivo, da prej pridemo v katero od naših slovenskih lekarn, kjer bomo mi dali potrdilo, da se tega zdravila v tem času res ne dobi, potem pa se stopki izpeljejo naprej na same zavarovalnici. Torej, to je, kar se tiče tujih držav, sodelovanje je, tako da zagotovo. Kaj pa sploh situacija, da ni moč dobiti določenega zdravila? Pa smo ga prej dobivali, pa kot ste rekli, proizvajalec več ne dela, recimo, tega, ali pa proizvodnjo ukine, recimo, vem, svoj čas se je kupovalo tudi brez recepta, recimo Krkin Evitol, se umaknil z tržišča, tudi evropske, tudi en čas še v Rusiji bil menda, ko so še Rusi ni bili pod embargom, tam so ga bojda še delali, pa se še dalo dobiti, zdaj ga sploh ni moč dobiti, bojda za tega, ker je bila prevelika koncentracija E-vitamina v Evitolu, ne vem, vi ste lekarnar, vi boste to vedeli. Kaj storiti z zdravilom, ki je na recept, pa ga ni in tudi vi nimate podatka, kdaj boste ga dobili, oziroma imate podatek, da ga več proizvajalec ne dela? Kaj v tem primeru? Ja, tudi take primeri so, da se popolnoma umakne. Kako je možno dobiti recimo takšne zdravilo? Različni, zdaj pač do tega več ne prideš, potem je treba poiskati na alternativo, se pravi neko drugo zdravilo. Zdravniku iti? Pravi čas, tudi za to poskrbeti, zato tudi pravimo ljudi, spodbujamo, da ne grejo ravno zadnji dan k zdravniku iskati recept, ker ni vedno možno takoj zdravilo dobiti. Tako da je fajn, da se pravi čas o tem informiramo, potem pa pač nažalost je treba drugo varianto najti. Najno oddajo sva pričela, da je v poletnih mesecih pa malo poprej zmanjkovalo antibiotikov in antiepileptikov. Trenutno, kakšno je stanje, Bojan, česa primanjkuje, z katerega področja zdravil? Nobeno področje zdaj ni tako, da bi bilo izstopajoče, tu pa tam še kak antibiotik tudi manjka. Kot sem omenil, to protibolečinsko zdravilo, potem pa spet se dogaja tako, da določena zdravila ali pa določene jakosti, recimo imamo na voljo 25 mg tabletke, 50 pa nimamo, recimo, ali pa kaj takega. Za nekaj časa manjkajo, ampak ni pa tako, da bi manjkala res cela skupina. To pa na srečo zdaj trenutno ni. Bomo pa videli, kako bo. Bodi tako za zdravje naših pacientov. Če je manjša, potem je enostavno, date dvojno, 2 tableti vzamete namesto ene. Tako, v takih primerih se to da. Druga je, če je premočna, pa moraš manj vzeti. Vseh ne moreš deliti. To pa je težko. Hvala za današnji obisk, hvala za pojasnila glede tega, če bomo šli v lekarno, pa morda ne bomo dobili prav tisti dan ustreznega zdravila. Zato ste v lekarni, Pomurski lekarni, da svetujete, da poveste, pacienta napotite ali zdravniku nazaj po neko drugo alternativo, ali pa mu vi ponudite, rekli ste, da je to vaša kompetenca, da poskusi z neko pod drugim imenom iste substance praktično. Tako, tudi to. Ali pa izdelamo zdravilo v določenih primerih, tudi to. Odlično. Bojan, hvala za obisk. Hvala za pozornost, cenjene gledalke in gledalci, še v eni oddaji s Farmacevtom za zdravje. Jesen se počasi bliža, pazite nase, srečno do prihodnjič.